Dobro jutro, Mojca. Spet kuhamo skupaj, kaj ne? Jaz se tokrat ponovno oglašam kar iz domačega studia. In ker je sezona piknikov že tukaj, sem se odločil, da bomo danes za zdrav zajtrk pripravili begi klobase. Jaz sem že kar začel kuhati, ker je malce daljši postopek. In sicer tukajle v ponvi na olju preprosto pražim eno rdečo čebulo in pa imamo še 250 gramov šampinjonov. Tole popražimo samo takole do te točke, da šampinjoni spustijo vso vodo. Potem pa gremo kar naprej. Zdaj, jaz vegi klobase res obožujem. Verjetno, ne vem, če vsi veste, ampak sem že vegetarijanec zdaj že 19 let. In včasih moram reči, da si treba te klobase kar sam narediti. Sploh, ko pridemo na piknike, mi vegetarijanci jemo ponovadi bučke, pa mogoče sir na žaru. Tale recept je za vse vas, ali pa če dobite družbo mogoče, ko pridejo vegetarijanci na obisk. Skratka, praženo čebulo in šampinjone damo v multipraktik. Zdaj imamo pa tukaj le še 100 gramov praženih in mletih orehov. Lahko bi uporabili tudi mogoče lešnike ali pa mandlje. Karkoli imamo pri roki, mi imamo orehe. Je pa fino, da so praženi, ker dodajo dodaten okus. Tukaj imamo 40 gramov suhih paradižnikov, uloženih suhih paradižnikov in pa 60 gramov drobtin, krušnih drobtin. Takole, te drobtine bodo vso to maso fino povezale. Zdaj je pa čas za te glavne stvari, in sicer začimbe. Jaz bom dodal še dimljeno, mleto, rdečo papriko, 2 žlici. Evo ga, teris ni fajn. Nikoli ni preveč, če mene vprašate, ker prav ta dimljena paprika lahko uporabite tudi navadno, če nimate dimljene. Prav dimljena paprika je tista, ki nam pričara vzdušje žara in piknika. V tem primeru pa zajtrka, kaj ne? Tukaj imamo pa še česen, mleti česen. Damo ga nekje eno žličko. Takole. Jaz sem gobice že malce solil, ampak bom vseeno še dodal malce tle noter. Fino je, da na tej točki res do konca začinimo, ker potem bo malce težje dodajati začimbe. Zdaj pride pa ta glavni del. Tole zadevo moramo preprosto zmiksati v eno tako pasto. Lahko zmiksamo čist do konca, da bo kaj ena pašteta, lahko pa tudi kakšen košček čebule, ne bo čist nič narobe, kakor vam paše. Zadevo pa malce takole populziramo. Takole, pogledamo, kaj je nastalo, kar fino, enkrat še bom, potem pa je čas, da gre tole na hladno. Takole. Evo ga. Mislim, da so naše vegi klobase že tule pripravljene. Da pokažem, kako izgleda zadeva v tem primeru, se pravi, to moramo še malce primešati. A ne? Ups, stvari kar letijo, zdaj bo pa še na tla padlo, boste videli. Evo. Tole gre zdaj na hladno, ker je pomembno, da se masa v celoti fino poveže. Drobtine rabijo svoj čas, da povežejo celotno maso in bom dal na stran. Ampak, ker vas imam toliko rad, sem eno maso pripravil že naprej. Pazi to. Tada! Evo ga! Takole izgleda tole. Se preda, nekaj hrenovk sem že, oziroma klobas sem že oblikoval, nekaj bomo pa zdaj skupaj. Ampak za začetek naj popražim tole, oziroma splaknem tole ponev. Zajtrk, koliko je tole fin zajtrk. Tako že skoraj malo na angleški zajtrk se skupaj potegne, če bi dodali zraven še jajca, kar ni bomo v tem primeru. Pa mogoče fižol, bi bil že skoraj angleški zajtrk, ne da. Ponev fino segrejemo. Olje imam pa tukajle. V njemu bomo popražili olje, samo naj se malo tale voda odstali. Zdaj pa se lotimo mi teh naših vegi klobas. Skratka, tele klobase, kot jih vidite tukaj, ima vsaka 60 gramov. Jaz sem jih prav tehtal, zato da vemo, koliko jih bomo dobili iz te mase, če imamo obisk ali pa kaj, da se ne bomo ušteli. 60 gramov dobimo nekje 7 klobas ven v tem receptu. Lahko oblikujemo tudi čevapčiče, lahko oblikujemo tudi polpete za burgerje, prav vse se da narediti. En nasvet, ko oblikujete klobase, čevapčiče ali pa polpete, je fajn, če imate malo vlažne roke, da se vam zadeva ne prime. Takole, vmes dajmo segrati kar olje. Ne šparati z oljem, pa ne se bati, ne bo vsega popil. Olje je pomembno, da se fino segreje. Evo ga.
takole. In potem bomo preprosto popražili klobase na olju. To bo trajalo približno nekje 4 minutke. Evo, damo noter. 2 klobasi, evo. To bomo imeli zdaj za zajtrk dovolj. Zdaj pa najboljše, da kar pokažemo tukajle, kako se zadeva oblikuje. Tole je nekje 60-gramska klobasa, ki jo preprosto na eni deski povaljamo in imamo lepo oblikovano klobaso. Lahko bi naredili tudi čevapčiče ali pa pleskavice, kot smo rekli. Jaz se že kar veselim tega. Malo bom zmanjšal. Želimo pa takole neko svetlo rjavo zapečenost. Zdaj, kar je pomembno pri teh klobasah je to, da se preprosto niso to pač iz mesa klobase. Tako da moramo biti malo previdni, ko jih obračamo, ker se nam zna takole malo pereti. Ampak fino, gledajte, kako se tole fino popeče. Zelo hitro so narejene. Zdaj pa mogoče še eno pomembno vprašanje, kako bomo mi za to postregli. Jaz sem rekel, da bomo dali zraven jajc in sem tudi to že vnaprej pripravil. Tukajle imamo umešana jajčka s peteršiljem. Čisto preprosta zadeva. Takole, klobase se že pražijo. Vmes, tole bomo zdaj semle odložili. Vmes pa mogoče še damo malo kruha zraven. Tako da bo res dober zajtrk. Evo. Takole, eno štručko narežemo. Zraven damo še malo kečapa, malo gorčice, karkoli nam v resnici paše. Bom tole že pripravil. Ena stvar, ki jo mogoče še lahko upoštevamo pri teh klobasah je, če jih ne bomo pojedali takoj, jih lahko preprosto zavijemo v peki papir ali pa v vrečko za zamrzovanje in damo se skupaj v zamrzovalnik, tudi do 3 mesece zdržijo. Potem pa preprosto samo odtalimo in to je to. Evo, naše klobase so pa vmes že pripravljene. Dajmo tole kar postrežiti. Fino zgleda, fino diši. Eno, 2, dajmo kar 2, da ne bo premalo vsega skupaj. Kaj praviš, Mojca? A ni tole en krasen zajtrk? Vegi klobase, umešana jajca in pa kos kruha. Pa klobase so veganske, mimogrede. Jaz upam, da bo ta ideja komu všeč in da sem komu rešil piknik ta vikend, ker vreme bo lepo. Hvala, ker ste bili z mano, z nami. Lepo se imejte in se vidimo čez 2 tedna.